Dobrodošli v podkastu, ki ga pripravljamo skupaj z Združenjem slovenske fotovoltaike in družbo GEN-I Sonce. Z nami sta danes Nina Hojnik, direktorica Združenja slovenske fotovoltaike, in Benjamin Žagar, vodja prodaje družbe GEN-I Sonce. Podcast je naslovljen Samooskrba je morala postati pametna. Tle so kar za marsikoga 3 neznanke. Prva neznanka je samooskrba. Potem pa druga neznanka, pametna samooskrba. Potem pa še tretja neznanka, morala je postati. Pa mogoče začnemo kar od začetka. Zakaj je samooskrba zadnje čase tako zelo pomembna? Najprej lep pozdrav. Samooskrba je po mojem mnenju pomembna za zagotavljanje neke vrste varnosti in seveda obnovljivega vira energije, ki si ga posamezniki z zagotavljanjem tega lastnega vira energije seveda lahko zagotovijo. Zdaj z novimi sistemi imamo pa seveda možnost tudi še povišati stopnjo te samooskrbe, te energetske samozadostnosti. In kot smo se že recimo pretekli pot pogovarjali, imamo zdaj kar eno pestro izbiro že produktov na trgu, ki te stvari zagotavljajo. Benjamin me bo verjetno dopolnil, ker imajo pač specifični produkt, ampak za moje pojme je pač tista varnost in neka srednjeročna zanesljivost, predvidljivost stroška, ki nas čaka na strani električne energije, recimo. No, ravno to ste lepo zapeljali, namreč potrošniki opažamo, da je veliko različne ponudbe o samooskrbi in včasih morda niti ne vejo, kako se lotiti tega, kako ovrednotiti razne ponudbe, kako vedeti, kako rešiti zadeve, kdo je zaupanja vreden ponudnik, kaj je kakovost, kje je kakovost. Kako naj se, gospod Benjamin, torej uporabnik, ko se začne zavedati, da mora nekaj narediti, kaj bi bil naslednji korak? Informiranje. Pri komu, kaj in kako? Ja. Najprej je potrebno razumeti, zakaj pravzaprav se odločimo za neko tako investicijo, kaj želimo narediti. Zdaj je res to, kar je Nina povedala, da so se sistemi nekoliko nadgradili. Če smo v preteklosti govorili samo v enem sistemu in to je bil samo proizvodni vir električne energije, fotovoltaični paneli, se danes v bistvu investira v tako imenovane hibridne sončne elektrarne, kjer se poleg proizvodnega vira dodaja še baterijski hranilnik. In kombinacija obojega, enega skupaj z drugim, prinaša neke rezultate. Zakaj je to pomembno? Hranilnik je pomemben zaradi tega, ker lahko odloži, se pravi, sončna elektrarna je, dajmo temu reči, analogni vir proizvodnje energije. In takrat, ko sonce sije, takrat se sončna energija proizvaja. Kar pa ni nujno, točno takrat, ko mi potrebujemo. In hranilnik naredi točno to, da tisto električno energijo shrani in jo lahko uporabljamo v trenutku in v času, ko si sami želimo. Ali pa, ko je najbolj potrebno, ali pa, ko je najbolj smotrno. In ko ste mi prej vprašali, kako zdaj se lotimo take investicije, kje to preverimo, kaj to naredimo, je potrebno gledati v bistvu iz 2 vidikov. Eno je samo tisti vidik, ko pogledamo, moja začetna investicija, komu bom zaupal to začetno investicijo, kdo je moj zanesljivi partner, recimo, kakšne reference ima, kaj mi lahko ponudi. Osnovno vodilo pa je, da ker je sistem postaja tako kompleksen, je danes vsaj ponudnik mora znati stranki interpretirati, kaj se bo s to energijo dogajalo. V smislu, kaj lahko pričakuje, ko bo sončna elektrarna proizvajala energijo, kakšno vlogo potem prevzame hranilnik. In tukaj pride potem na voljo neke simulacije, ki se lahko za stranko pripravijo, da se ta način delovanja stranki približa. Včasih je bilo relativno enostavno, si pač na list papirja nekaj napisal, si rekel, to je proizvodni vir, danes to več ne deluje tako. Včasih je bilo tako, streho imam toliko veliko, dajte mi jo celo napolnite z paneli. Danes, če govorimo o optimizaciji, ali pa tisto, kar se najbolj smotrno, to ni najbolj smotrn način delovanja. Se pravi, da je nujno rešiti v tem, da popolniš vse, kar imaš na strehi. Nujno je, da zadostiš svojim lastnim potrebam. Posledično pa je, da moraš razumeti svoj profil, porabe, ki ga trenutno imaš, in prilagoditi konstrukcijo temu. In da imaš izvajalca, ki zna te potrebe pravilno opredeliti. Tako. Zato pa se recimo tle velja biti pozoren pri tem, kaj se v ponudbi dobi. Ali je ponudba samo te in te elementi, ali ponudba vseboje še nekaj drugega. Ne? Ker je sistem v bistvu tako nadgradljiv, v osnovi samooskrbi elementi, se pravi sončne elektrarne, predstavljajo samo en del.
potem se moramo začeti pogovarjati o tem, kaj se bo dogajalo s to energijo. Spravi, že potrebujemo neko pogodbo, nekega zanesljivega partnerja, ki bo to energijo odkupoval ali dajal notri v mreže. Spravi, potrebuješ spet nekoga, ki na podlagi te pogodbe se potem lahko izračunavajo te tako imenovane ročnosti. Zdaj, vsak investitor je specifičen, je drugačen, ima drugačne potrebe in verjetno na investicijo gleda svojim specifičnim pogledom. Bi pa rekel, da nasplošno ni vse samo v začetni investiciji, da se gleda samo in izključno cena, ampak se mora gledati tudi izvedba, namestitve, ustreznost, varnost in podobno. In tle velja, da mu rečemo, zapraviti malček več časa in pogledati, tudi ko gledamo ponudbe, malček širše. Ne? In dobavitelji oziroma izvajalci, ki imajo izkušnje s tem, stranki znajo približati, se znajo zelo pogovoriti na način, da ne rečejo samo ena rešitev obstaja, ampak jih je za vas, v vašem primeru, ena specifična rešitev, ki ustreza vašim specifičnim potrebam. In točno to omogoča ta sistem, da lahko točno to počnemo. Pa ne samo to, ne? Ko enkrat namestimo baterijo, baterija je prilagodljiv element, kar pomeni, da danes jo lahko uporabljamo tako, jutri lahko uporabljamo nekoliko drugače. In iztle potem, ko ste vprašali na začetku, izhaja pamet. Ne? Tako kot najlažje ponazoriti recimo s telefonom. Na začetku smo imeli vsi tiste butaste telefone. Ne? Danes, ko imamo pametne telefone, se takrat nismo razumeli, zakaj ga bomo rabili. Ne? Tudi mogoče baterija danes lahko pokrije eno, dve stvari, za katero si lahko zamislimo. V prihodnje bo lahko pokrila še kakšno drugo potrebo, za katero sploh mi ne vemo. Imaš pa že sistem pripravljen, da ti to omogoča. No, do tega bomo še prišli, ta pamet. Jaz recimo tudi, ko gledam z uporabniškega vidika, prej smo govorili o panelih, zdaj govorimo o sistemih, že to bom rekel nekaj vrste preskok. Bi pa razčistil eno drugo zadevo. Sprva v baterijskih hranilnikih sploh ni bilo nekega govora, ne? Se pravi, bili so samo paneli. Kako so se te izzivi reševali prej, oziroma bom tako povedal, kakšne težave, kakšne ovire so se pojavile, kakšne nejasnosti, izzivi so se pojavili, zaradi česar so baterijski hranilniki, uporablja se tudi beseda zalogovniki, če se ne motim, ne? Da so postali tako zelo pomembni kot del neke celovite rešitve. Zdaj, če govorimo konkretno o samooskrbi in gospodinjskih odjemalcih, če hočemo, da neka stvar zaživi, je potrebno, se more več stvari pokriti med sabo. Tudi tehnologija kot taka more dozoreti in more biti primerna, dostopna, kvalitetna, kakovostna in cenovno ugodna ali pa cenovno primerljiva. Drugo, mora biti nek sistem, ki tej bateriji omogoča njeno delovanje, nek predpis. In včasih, oziroma v prejšnjem sistemu, je bilo tako, da je omrežje nadomeščeno vlogo baterije. In potem takem, ker je omrežje to vlogo prenašalo, v bistvu ni bilo nekega prave volje, interesa, želje, baterijo sploh nameščati, razen za tiste, ki so si to izrazito želeli. Ni bilo nekega dodatnega učinka. Ne? Zdaj, spremembo sistema oziroma sheme, po domače povedano, pa to odigra bistveno večjo vlogo. Iz neskončno veliko razlogov. Ne? Do trenutka, ko mreže tega ni moglo več prenesti, tako, ali ga je bilo treba začeti plačati. Tako. Ampak bistveno je bilo v tom, da se je sistem spremenil. Kar naenkrat se nismo mogli več zanašati na omrežje kot našo ultimativno baterijo. In so mogli za to poskrbeti na nas, na naši lokaciji. In eno je seveda to, da si lahko sposoben električno energijo, ki jo proizvaja sončna elektrarna, zadržati v bateriji in jo uporabiti kasneje. In lahko jo to uporabimo za namene, to recimo, da uporabljamo baterijo za porabnike, ko recimo imamo neke omrežninske stopnje, lahko takrat koristimo, lahko čisto drugače, da recimo, ko sonca ni, recimo po noči, takrat aktiviramo baterijo in takrat koristimo posledično, manj potegnemo iz omrežja. In zato je baterija ratela zanimiva, predvsem zaradi tega, ker je dobila svojo vlogo. Ja, seveda se je pojavila potreba v tem, da tudi omrežje kot tako ne more več služiti kot baterija. Ne? In je ta zalogovnik postaja ključen ali pa pomemben element vsakega sistema. Zato govorimo o sistemu, ker lahko to blaži. Lahko blaži te prehode, kdaj v omrežje, iz omrežja jemljemo in kdaj oddajamo. Ker sončna elektrarna, kot smo rekli na začetku, ona ne pozna tega. Ona, ko sonce sije, sončna elektrarna deluje. In takrat vsa energija bodi se porabi v hiši, oziroma presežek tisto, kar se ne gre v omrežje. Baterija pa lahko to omeji. Spaj imamo nek, kot ste rekel, vi zalogovnik in tako kot je velik zalogovnik, tašen količina električne energije shranimo. In zato je
ker so se modeli tako spremenili, kar naenkrat ratalo to smotrno. Poleg tega je pa tudi tehnologija se začela zelo razvijati na tem področju. Spravi, baterije kot take so, ne vem, če gledamo 3-4 leta nazaj, so danes popolnoma drugačne. Iz drugačnih elementov, tudi cenovno so bistveno bolj dostopne, tudi lepše so za pogledati in so narejene za, bom rekel, za hiše. Spravi, so prav sistemi, ki niso Majhne industrijski, so majhni. No, ravno to je moje Tako, naslednje ja. vprašanje. Ne? Prvo vprašanje, ki bi nekomu pride na misel kot uporabnik, koliko me bo to več koštalo, koliko je to veliko, kam bom to dal, a mi bo to skazilo prostor. Kakšno je stanje zdaj glede tega? To, kar sem jaz recimo spremljala kar tudi v zadnjih par letih, kaj se dogaja na baterijskem nivoju tudi, so v bistvu hranilniki primerni za namestitve v gospodinjstva postali majhni in lepi hkrati. Kaj to pomeni, majhni? Majhni kot ena malo večja hladilna torba, recimo že hranilnik primeren za gospodinjstvo, pol so seveda tudi večji, eni imajo taka ohišja, drugi imajo drugačna ohišja, ampak vse skupaj je postalo precej estetsko in pa skoraj plug and play sistem. In kam to gre? Kje se to postavi? Kam je pa najprimerneje postaviti, je pa seveda en tistih vidikov, ki bi ga bilo potrebno še posebej nasloviti. Mislim, da pri sogovorniku so se s tem posebej ukvarjali. Skratka, varno je treba namestiti hladilnik, ne ravno v bližino, mogoče kakšne plinske peči ali kaj takega. Ne. Poskrbeti je potrebno za varnost in zaradi tega potem potrebno. To predstavlja kakšno dodatno tveganje, tak imeti hranilnik? Mislim, dodatno tveganje. Vsaka naprava. Tako kot vsaka ostala naprava. V končni fazi tudi polnilnik, ki ga damo zunanje z mobilni telefon. Ampak skupaj z razvojem same tehnologije baterijskih hranilnikov se razvija tudi varnostni vidik in to zelo. Ne? No, mislim, da smo se že kar lepo dotaknili tega, da je moralo, da je pač pametno. Imeli smo prej samooskrbo, zdaj imamo pametno samooskrbo. Kako je samooskrba postala pametna? Oziroma, bom drugače vprašal, s katerimi lastnostmi je samooskrba postala pametna? Jaz mislim, da je začetek že bil povedan, kaj vse baterijski hranilnik predvsem v tem delu omogoča. Pametni del tukaj je pa v bistvu, kako se ga upravlja. V bistvu, kako se sistem upravlja. Zdaj, z detajli se ne bom jaz ukvarjala, ampak predvsem je pametni del tisti del, da se mi kot posameznik, kot uporabnik, kot investitor ne rabimo s tem ukvarjati. Ne? Da so zadaj da je neka pamet, digitalizacija, da so zadaj algoritmi, ki to delajo namesto nas, mi pa v osnovi moramo vedeti, skupaj s tistim, ki nam sistem postavlja, kaj si sploh želimo, kaj so naše potrebe. Potem pa je to sistem, ki se uči. Če mogoče malo drugače to skušamo povedati, nekoč je izdelek bil panel, postavil si panel, to je to. Zdaj pa ni bil samo panel. Ja, malo poenostavljam, ampak zdaj je recimo panel samo orodje, da začnemo na nek pameten način upravljati s to energijo. Kdo zagotavlja to pamet? To pamet zagotavlja lahko ponudniki ali sistem sam kot tak. Se pravi, ko govorimo o pametni, govorimo o tem, povedano po domače, kdaj in koliko se splača energijo shranjevati in kdaj in koliko se splača energijo porabljati iz hranilnika. In pamet je v tem algoritmu, da on prepoznava ali pa ve, kdaj za vas, kot potrošnika, to najbolj ustrezno. Torej iz vzorca porabe se vidi, kdaj so neki vrhunci. Tako. Ali pa iz nekih dejavnikov, ki se konfigurirajo naprej. Sprej, kdaj so tisti bodi si časovni intervali, bloki in podobno, da se to splača aktivirati. Ne? Drugi, oziroma konkretno pri nas, je pa še nek drug del, ko mi lahko s to energijo, ko jo, zato vam pravim pametno upravljanje, ne rabite skrbeti nič, bomo mi s to energijo upravljali na način, da vam bomo še nekaj prinesli nazaj. In v tem primeru se mi dogovorimo, ker stojimo za tem, da dobiste nek fiksni popust, tega, ker vam mi hranilnik upravljamo vnaprej. Vi točno veste, koliko bo ta prihranek znašel. To ni neka fiktivna stvar, ki rečemo v oblakih, ampak mi se zmenimo, toliko bo to upravljanje hranilnika. Ampak ideja pameti je točno to. Pamet je, da se z energijo pametno deluje. In najbolj mogoče poenostavljeno je, ko smo včasih rekli, da idemo pametno ravnati z vodo ali pa pametno ravnati z energijo, zdaj namesto vas, da bi vi konstantno mogli razmišljati, da so te intervali priklapljati, stiskati gumbe in non-stop razmišljati, to počne sistem. In sistem pa lahko počne to na veliko stvari, na veliko načinov, pri nas je pač poudarek na tem, da je najbolj učinkovito. Spravi, da vsi algoritmi delujejo na najbolj učinkovit način, tudi seveda ekonomsko smotrn. To je pametno, tisto, kar govorimo. Kot po vsakem algoritmu ni enega predpisa.
da bi rekel, za vse veljajo enaka pravila, ampak vsi znotraj algoritmov in postavitev iščejo tisto najbolj optimalno, da se vam kot porabniku najbolj približamo. Vprašanje, ki si bo vsak uporabnik zastavil, koliko me to stane, to je sicer zelo nehvaležno vprašanje, ker kolikor je vsaka rešitev specifična, bo tudi končni strošek specifičen, ampak tisto, kar je najbolj zanimivo, v kolikem času se mi bo naložba povrnila, da bom resnično začel varčevati. Ja, hvala za vprašanje, odlično. Ful je enih mitov, da se je zdaj to vse skupaj zelo podražilo. V bistvu ni tako, ne. Dva vidika sta, zakaj temu ni tako. Prva stvar je, da so subvencije v tem trenutku res izrazito visoke. Nikoli še niso bili tako visoke, ko govorimo o sistemu. Se pravi, ko govorimo o hibridni elektrarni, ki vsebuje panele pa baterijo, so to subvencije lahko zelo, zelo občutne. Zdaj, ena investicija v sončno elektrarno z sistemom se lahko začne. Če odbijamo neko subvencijo ven, recimo kot končni strošek, lahko govorimo 9, 10, 11, 12 tisoč evrov. Govorimo o hiši. Govorimo o hiši. Spravi, zakaj so te cene tako različne? Ker smo se prej pogovarjali, da ni več ena konfiguracija pravilna za vsakega. Spravi, mi moramo najprej pogledati profil, ugotoviti vezano na profil, kakšna elektrarna plus hranilnik je najbolj smotren, da zagotovimo to, kar si želimo, verjetno najbolj optimalno hitro vračilno dobo vračanja. In ta bi bila? In zdaj ta vračilna doba vračanja je pa spet v razponu, nekje med 6, 7, mogoče 8 let, odvisno od samega sistema. Se pravi, v popolnosti se lahko že te prve elektrarne, ampak to ni, da bi rekel, vsake toliko ena. Po večini se že nekje v 7 letih vse elektrarne lahko odplačajo, popolnoma. Se pravi, da vi v 7 letih privračujete toliko, da lahko celotno investicijo povrnete. Kar je v bistvu zelo primerljivo ali pa še nižje od tega, kar je bilo po stari schemi, dajmo tako reči. Pričemer je pa baterija neki, kar vam bo v bodoče reševala še probleme, za katere sploh ne veste, da bojo lahko nastali, ali pa izzive, s katerimi se boste lahko srečevali. Nekaj se bo lahko spremenilo, vi boste lahko baterijo prilagodili temu. Recimo tudi pričakovanje, da boste vi 10 let ohranjali točno enako porabo, kot imate zdaj. Zagotovo bo raslo. Okay. Baterija lahko pri tem pomore, ker se lahko konfigurira na tak način, da vam recimo takrat ustreza. Prinaša nek element variabilnosti in je rešitev za prihodnost, pa ne za 500 let naprej, ampak za zdaj. Za 2-3 leta se vam bo lahko sistem prilagajal točno temu, kar boste takrat. Ker je bistveno bolj fleksibilen. Ja. To omogoča. Koliko pa je življenjska doba baterije? Baterija v bistvu deluje na cikle. Se pravi, odvisno na načine, kako intenzivno ga pač praznimo. Tako kot katerakoli baterija podvržena ciklom, koliko jo spraznimo in koliko jo spolnimo. Zdaj to vem, da je zelo filozofsko povedano, če to pretvorimo v leta, pričakovana življenjska doba ali pa tisto, kar pravijo proizvajalci, je 10 let in več. Seveda pa tle, ko rečemo 10 let in več, je pogojeno z veliko stvarmi, predvsem je ta ciklus, se pravi, s kakšnimi ciklusi delujemo in tudi kakšen tip baterije je in kje imamo to baterijo nameščeno. Recimo, če vam dam primer, če baterija ni primerna za namestitev zunaj in jo mi nameščamo zunaj pri nizkih temperaturah, se te cikli bistveno bolj obremenjeni. Zato je tako pomembno to, kar smo govorili prej, da je namestitev, razumevanje, kakšno baterijo nameščamo in prostor, ki ga nameščamo, pač pomemben. Ampak proizvajalci baterij 10 let in več, 10 let je v bistvu neka čisto osnova. To je čisto pričakovano, se pričakuje lahko pa nekaj več od tega. Nekateri že dajo daljše garancije. Tudi, ja. Že na trgu so tudi 15-letne garancije. Kar garancije, ne se pravi, življenjska doba je potem še čez garancijo. Ja. Jaz bi samo še tukaj nekaj dodala, v bistvu, glede na to, da se pogovarjamo o tem, da je investicija danes bistveno nižja. Na začetku je trenutno seveda višja zaradi hranilnika, ampak subvencija omogoča tisto nižjo investicijo. In bi samo v bistvu dodala tukaj, da vsi tisti, ki imate interes, smo mi v združenju opozorili v bistvu, da rabimo nek dvofazni sistem financiranja oziroma tega subvencioniranja in smo pač po dogovoru z odločevalci tudi prišli do dogovora, da se bo to uvedlo, kar pomeni v praksi, da ko boste vi se odločili za investicijo, prejeli soglasje za priključitev, imeli neko ponudbo, boste lahko že kandidirali za razpisna sredstva, prejeli sklep, ki vam bo zagotovil, da boste ta sredstva na koncu dobili. Kar v bistvu mislim, da bo olajšalo odločitve kar nekaterim. No? In potem dejansko pridemo do tega, da imamo neko zagotovilo, da bomo ta sredstva na koncu dobili. Denarja je dovolj. Vsi vemo, da je trenutno denarja več kot dovolj. Subvencija je zelo velikodušna.
primerna, s katero pridemo potem do teh povračilnih dob, o katerih govorimo. Ne? Ampak jaz bi tukaj res mogoče to obvestila, v bistvu, da smo prišli do tega in da to pričakujemo do jeseni nekje. Verjetno je prva asociacija, da se bo za en tak sistem odločil lastnik hiše. Kaj pa več stanovanjski bloki? In kaj narediti, recimo, v blokih je včasih zelo težko dobiti vsa potrebna soglasja in zdaj nekdo bi mogoče kaj naredil zase, pa ne more na ravni celega bloka, ker pač ni potrebnih soglasij. Kako torej v teh dveh primerih ravnati? Se pravi, če je blok, kjer je možno doseči potrebno soglasje in kaj pa, če živite tam, kjer soglasja ni bilo mogoče pridobiti, pa bi vseeno želeli nekaj sami narediti v to smer. Na splošno gledano imamo vedno možnost tudi investicije v neko oddaljeno elektrarno, ampak to je pa zdaj neka druga zgodba, ne? Ki so, ni to, da ne govorimo o taki samooskrbi danes. V blokih pa je v bistvu zakonodaja prihaja nasproti nižjim soglasjem, ki so potrebna za to, ne? Znotraj večstanovanjskih stavb. Imamo že v osnovi stanovanjski zakon določa 50% stopnjo soglasja v nekem takem bloku, kar je že boljše, kot je bilo v preteklosti. Tako da mislim, da s tem, ko bodo ljudje nasplošno prepoznali vrednost investicije in energetske neodvisnosti, bo tega vedno več. Ne. Hkrati pa evropska zakonodaja, ki prihaja, ki jo že implementiramo v notranji pravni red, v bistvu zahteva, da na strehah nad 250 kvadratov od leta 2030 potrebujemo sončne elektrarne. Bo morala biti. Tako da vse gre v tej smeri, da se bo pripravil teren za to, da se bodo sončne elektrarne tudi na večstanovanjske stavbe začele v malo večjem obsegu nameščati, kot se zdaj. No, morda niti nimamo ravno te predstave. Kakšen je odziv pri teh večstanovanjskih blokih za take rešitve? Ker pri hiši vsak dela svojo računico, bomo rekli. Ne? V blokih pa vedno nekdo misli, da je za neki prikrajšan ali pa noče, ali pa je verjetno težko priti do takega soglasja. Ne? Kaj kažejo izkušnje? Koliko se blokov odloča za to, za take sisteme? Zdaj, konkretnih podatkov nimamo. Ravno včeraj smo imeli sestanek v eni mreži energetskih skupnosti, z nevladniki skupaj sodelujemo in drugimi deležniki in smo se pogovarjali, da v bistvu ni samo težava v osnovnem interesu, da bi se odločili za sončno elektrarno, ampak so trenutno tudi postopki še kar precej zakomplicirani. To se zdaj kristalizira. V bistvu bo v prihodnje pripravljen tudi priročnik, kako se tega lotiti, kaj vse je potrebno imeti. Ljudje ne vejo, kaj morajo narediti. Tudi če imajo voljo, ne vejo kaj, ne vejo kako. Točno tako, ampak nekdo mora začeti. Nek osnovni interes mora biti potem, ko smo recimo pri več stanovanjskih stavbah, imajo upravitelji tisto moč, da lahko tak projekt tudi speljajo. Ne? Tega je kar nekaj. Nimajo pa motivacije vedno. Pa imajo, zakaj pa ne? Obstajajo rezervni skladi, tam se denar nabira in če je neka zavest v bloku, v večstanovanjski stavbi, zakaj se ne bi takega projekta lotili, pa mogoče znižali položnice za električno energijo. Pa mislim, da kar nekaj projektov že je v Sloveniji in dobre prakse morajo biti, potem jih moramo o njih govoriti, potem pa se bodo stvari začele širiti. Ne, informiranje. No, če rečemo, da ponudniki imajo nek, bomo rekli, neposreden komercialni interes, ne? Združenje pa deluje brez neposrednega učinka. Torej, koliko vi lahko prispevate temu, da bodo ljudje ozaveščeni in obveščeni, se pravi ozaveščeni sploh o potrebi takih rešitev in smiselnosti in obveščanja o konkretnih postopkih, konkretnih izvedbah. Kaj vi lahko naredite, kaj ste že naredili, kaj boste še naredili? Mi v osnovi, naš osnovni fokus, ker smo gospodarsko interesno združenje, da delujemo v interesu seveda članic. To je osnova, ampak to pomeni sodelovanje pri pripravi zakonodajnega okvirja, javne razprave, ko je zakonodaja zunaj take vrste informiranja, kot smo danes tukaj, pogovarjati se o širši tematiki sončnih elektrarn in širši dobavni verigi, širšem sistemu elektrifikacije. Zdaj so tukaj še tudi hranilniki in pa vse, kar recimo ta svet prinaša, v bistvu benefiti, ki so iz tega. To v bistvu delamo. O tem se veliko moramo pogovarjati, še posebej v zadnjem obdobju, ko se pojavil nek dvom v javnosti. To smo opazili, v bistvu pogovarjali smo se veliko s podjetji, tudi s posamezniki, s čem je sploh problem. Ne? Mi imamo veliko dobrega za ponuditi, sektor se je pripravil na vse izzive, kot je recimo Benjamin prej povedal.
nam taki sistemi dajajo orodje, da smo mi pripravljeni na vse prihodnje spremembe. Zdaj mi vemo že za nekatere spremembe, ki prihajajo. Ne. Vemo, da bodo spremembe ponovno na omrežninskem sistemu. Zdaj ni nujno, da se bodo spremenili bloki, da se bodo spremenile, ne vem, stopnje cene samih tarifnih blokov. Vemo pa, da se bo najverjetneje moralo vse skupaj podražiti in to v srednjeročnem obdobju, zaradi tega, ker je sistem potrebno nadgraditi. Vemo, da bo verjetno elektrika dražja, ceneje. Ne upam si trditi, da bi lahko bila ceneje. Samo še dražje bo, ker se bo vse skupaj elektrificiralo, elektrike bomo potrebovali več in s tem, ko pač investiramo v take sisteme, če imamo to možnost, mi se trudimo, da se pripravi optimalno okolje, je pač tista moč posameznika, če ima moč, da v to investira, orodja so, sistemi financiranja so na voljo, veliko je dobrega na trgu in to je tisto, kaj pač mi želimo razširiti informacije o tem vsem, kaj obstaja. Kako naslavljate končne uporabnike? Mi direktno končne uporabnike nastavljamo preko medijev, preko objav na družbenih omrežjih. Torej tudi s tem pogovorom? Tudi s tem pogovorom, seveda. Tako. No, ponudniki pa seveda tekmujete, imate skupna izhodišča, ampak so določene malenkosti, posebnosti, ki neko ponudbo naredijo bolj privlačno, bolj dostopno. Zakaj bi se pa recimo nekdo želel odločiti ravno pri vas? Vzpostaviti tak sistem. Kaj vi ponujate, mogoče nekaj drugačnega, dodatnega, s čemer želite privabiti bodoče uporabnike? Kot prvo, mi smo ponudniki, ponujemo lahko celovito storitev in to ne govorimo samo o namestitvi sončne elektrarne oziroma sistema, ampak pa tudi potem pogodbe o samooskrbi. To je naša preko velika prednost, ker lahko stranki ponudimo celoten paket. Se pravi, stranko spremljamo od same postavitve, pa potem tudi naprej. In tudi ves čas obratovalne dobe. Obratovalne dobe skozi vzdrževalne pogodbe in istočasno skozi dobavo električne energije. Zmeri isti partner deluje, zmeri pod istim okriljem. Ker pa se zavedamo, da je mogoče začetna investicija taka, da če ravno imamo subvencije, je lahko vsota zajetna, imamo pripravljene posebne pakete financiranja. Ker lahko, odvisno od tega, kako se pač stranka želi, odloči za različne ročnosti, tudi 10 let praktično, ne, brez obresti. In ideja tukaj zadaj je ta, da če danes plačuješ neko enoto evrov za električno energijo, samo prestaviš ta račun na nakup sončne elektrarne in se ti približno poskušamo to, da moramo reči, izničiti. Se pravi, da zdaj na mesto, da plačuješ za elektriko, pač plačuješ za sončno elektrarno oziroma za sistem sončne elektrarne. Tako da to je pa tisto, kar počnemo v nakupnem procesu, v ponakupnem je pa tisto, ko je sončna elektrarna že obratuje in deluje, seveda jo priključimo na naš sistem obratovanja, kjer jo tudi pregledujemo, naš monitoring, je en partner za to, se pravi mi, enako velja za dobavo električne energije. Se pravi, je vse skupaj zaprto v paketu, kar je pa naša še dodatna prednost, je pa tisto, kar smo rekli, je pa pametna samooskrba, pa mi za vsakega, ki se odloči za ta paket, jamčimo dodaten popust, odvisno od veličine hranilnika, rečemo, ok, če imate pametno upravljanje pri nas, vsak mesec na mesečnem računu vam pripada še pa toliko in toliko evrov prihranka, zaradi tega, ker pametni hranilnik upravljamo mi za vas. Tako da imamo v bistvu več vrst ali pa več načinov, kako stranki lahko te prihranke zagotavljamo. In smo zapakirali to celovit paket, celovito ponudbo, ker lahko stranka vse te dokumente, papirje uredi na enem mestu z enim ponudnikom. Nekateri uporabniki se sprašujejo, kje je tista presečna točka, kjer se splača začeti razmišljati o tem. Bom drugače povedal. Nekatere gospodinstva imajo zelo majhno porabo. Ne? In ali je za taka gospodinstva, ki imajo recimo 30, 40, 50 evrov mesečnega računa elektrike, sploh smiselno razmišljati o tem? Mislim, smiselno je pogledati in dobiti izračun. Potem pa stvar odločitve, kaj za nekoga smiselno. Izračuni so pa brezplačni in nezavezujoči. Ja? Absolutno. Se pravi, ker mi tudi, ko govorila po vračilnih dobah, mi lahko zdaj sediva in se pogovarjava, je 6 let veliko ali malo za povračilno dobo. Spet odvisno od vzorca porabe, od velikosti gospodinstva. Ampak tudi vaša percepcijska vrednost, kaj vam 6 let pomeni, je lahko drugačna za vas kot za mene. In zato,
Kaj je naša naloga, se mi zdi, kot ponudniku? Pravilno opredeliti. Predstaviti se podatke, pokazati transparentno, jasno, kaj se lahko pričakuje, seveda na nekih simulacijah, ker simulacije so potrebne, ampak zmeraj govorimo o simulacijah, ne? Se pravi na nekih napovedih, ker je nemogoče napovedati, koliko sončnih dni bo drugo leto. Mi lahko izhajamo iz nekih predpostavk, rečemo, ok, toliko je sončnih dni v povprečju, to zračunamo, ker imamo velik pool sončnih elektrarn, lahko zračunamo tudi količnike proizvodnje, lahko zračunamo precej natančno, če damo hranilnik, to bo pomenilo to, rečemo, ok, to v vašem primeru, ok, investicija ni sporna, ker to tako vidimo na začetku, toliko investicij, ampak to lahko od tega pa pričakujete za nadaljne. Skozi simulacijo, skozi neko anticipacijo, kaj mislimo, da se bo zgodilo. Načeloma smo precej natančni, seveda, absolutne natančnosti ni. Ker je veliko dejavnikov, ki niso 100% veliko, lahko bo letos toliko več sonca ali pa toliko manj sonca. In to noben ne more vedeti. Vzorec porabe pa ocenite iz zadnjih 12-24 računov. Mi se lahko, danes je vse digitalizirano. Direktno mi potrebujemo zelo natančne očitke, sploh ko govorimo o hranilnikih. V bistvu gremo celo na te 15-minutne intervale, ker se potem elektrika je različno draga ob določenih časovnih. Lahko seveda teoretično različne profile posameznikov uvestimo v neko skupino, pa rečemo, nekdo, ki živi v hiši, pa ima toplotno črpalko, že zaradi tega, ker ima toplotno črpalko in njegov profil porabe premakne na zimo, to vemo, ker toplotna črpalka bo delala po zimi, nekdo, ki toplotne črpalke nima, verjetno imel profil nekoliko drugačen. Recimo te neke grobe lahko predpostavljam, ampak ko gremo res v detajle, ko poskušamo maksimalno optimizirati stvari, so pa pomembni vsi te detalji. Zato, kot sem rekel na začetku, v današnjem času je težko z listom papirja karkoli izračunati, ker je preveč dejavnikov in stvari, ki lahko vplivajo na potencialni izračun. Morda velja omeniti, da tudi mi, končni uporabniki, imamo kar nekaj spletnih orodij, kjer so to porabo lahko sami vidimo, čeprav je potem vprašanje, ali znamo iz tega potegniti kakšne sklepe in pravilno interpretirati, in verjetno ste potem vidite, ko pridete v igro. Za nek osnovni vpogled, če greste danes na našo spletno stran in vtipkate vašo porabo in vtipkate ali pa vnesete nek osnovni profil, manj toploten črpalko nimo, bom imel avto, vam že kalkulator pripravi neko osnovno izhodišče. Ampak tudi svojo porabo lahko zelo natančno spremljamo. Obstajajo orodja, tudi za končne uporabnike. Absolutno. Tako. Dobro, zdaj smo se v bistvu že skoraj tako malo podelih, ampak smo že to tretje moje vprašanje od začetka morala postati pametna. V bistvu smo že povedali, ampak dajmo zdaj še mogoče zaokrožiti. Zakaj torej samooskrba morala postati pametna? Zaradi spremembe v sistemu, v bistvu. In zaradi spremembe načina življenja, zaradi širše elektrifikacije, zaradi koordinacije vseh možnih elementov, ki so znotraj gospodinjstva, je moralo postati pametno. Ker jaz si v praksi čisto ne predstavljam, da bi, kot je že Benjamin prej rekel, hodil od naprave, do baterije, do vsega in preklapljal stvari. In če imaš ti orodje, da ti to koordinira in nadzira, recimo tako kot hranilnik, lahko tudi nenazadnje izhodno moč, ki je postala zelo pomembna v novem sistemu, je to. Zato smo morali postati pametni, ker jaz nimam energije in volje, da bi recimo nadzirala vse ročno. Ampak to si mislim. In ta pamet, kot smo lahko slišali v tem pogovoru, je pripravljena tudi na vse morebitne spremembe, ki jih ta trenutek morda niti si ne moremo predstavljati. Tako, plus pamet je, kot katerakoli pamet se razvija. Spravi, karkoli vemo danes, bo jutri že boljše. Algoritmi se zmeri učijo in zmeri bo šlo naprej. Pa tudi ljudje več vejo. Tudi ljudje. Ja. In to je umetnost tega. Tako kot govorimo o pametnih telefonih, se aplikacije konstantno posodabljajo. Zmeri nekaj novega, zmeri nekaj drugačnega. Osnovno orodje pa zmeri telefon. Ampak ti lahko posodabljaš stvari, tako bo tudi tle se ta pamet posodabljala, razvijala, ugotavljala, tudi glede na več vzorca, ko imaš, več podatkov lahko zbereš, lažje lahko analiziraš, boljše lahko pripraviš, imaš interakcije. Tako da jaz ocenjujem, da bo ta pamet samo evolucijsko šla naprej in po zmeri več lahko ponudila posamezniku in zmeri več problemov ali pozivov reševala na nek avtomatski način, da se porabnik, razen tega, da bo izrazil, kaj želi, bo potem sistem prepoznal, to želiš, ok, na tem bomo delali in potem optimiziral delovanje sistema glede na željo, ki jo
porabnik ima, ker pa včasih ni nujno, da je za vse enako. Mogoče si kdo želi nekaj povsem drugačnega kot nekdo drug in se na njega prilagodi drugače. Mogoče čisto njemu edinstvenega in je tudi to legitimno, ker s sistemom lahko pač upravljaš, kot misliš, da je za tebe najboljše ali pa najbolj stresno. Torej, s tem delamo uslugo svoji denarnici, bom rekel, s tem zagotavljamo mogoče en element, ne vem, če smo ga dovolj poudarili, ne gre samo za to, da prihranimo, gre tudi za to, da imamo dosti bolj zanesljivo oskrbo, ker recimo, ne vem, če so neugodne vremenske razmere, kjerkoli na poti lahko pride do kakšne prekinitve oskrbe, če pa imamo porabnika zelo blizu izvora energije, se temu izognemo. Ne nazadnje s tem delamo uslugo tudi omrežju, ker ga manj obremenjujemo. Baterije so lahko en ključni blažilec pri omrežju, ker točno to naredijo. Ker ko sonce sije v Sloveniji za vse in takrat elektrarne delujejo vse. In takrat se generira velika količina energije. In kaj lahko naredimo? Mi pač z baterijo ta presežek, namesto da damo omrežje, ga zadržimo pri sebi. In recimo ena tipičnih načinov, kako se lahko potem porablja, je pa po noči, ne? Po noči pa ni, pa bi spet vsi iz omrežja vzeli, pa spet ni potrebno, ker imamo baterije napolnjene. S tem lahko precej oblažimo delovanje omrežja. In tudi omrežju zagotovimo večjo zanesljivost delovanja. Ja. Ja, ker sončne elektrarne so v bistvu en najbolj fleksibilnih virov, sploh skupaj s hladilniki. Tu je res en velik potencial, kakšna podpora se lahko nudi omrežju. No, pa počasi pripeljemo ta naš pogovor do zaključka. Kaj bi še na koncu povedali, se vam zdi, da mogoče bi še kaj morali dodati, ker česar nismo zajeli z vprašanji? Jaz mislim, da smo glavne tematike, glavna sporočila zajeli. Bi pa res mogoče apelirala na gledalce, poslušalce, da resno razmislijo, ponovno razmislijo v bistvu o tem, ali so za sončno energijo, ker moje pač osebno prepričanje je, da je investicija v take sisteme smotrna, pa še, kot je bilo že večkrat povedano, v bistvu po recimo maksimalno 8 letih sistem dela in si ga že odplačal. Vaša sklepna misel? Jaz bi se kar pridružil, pri čemer bi dodal, da informiranje je ključno in ne stane nič. In tudi če poslušalci in gledalci mislijo, da temu ni tako, informiranost je nekaj, kar nas bo kontinuirano peljalo naprej. In jaz bi svetoval vsakemu, ki ima možnost in razmišlja o tem, ali pa je razmišljal, da zdaj ponovno odpre karte, pregleda, kakšne so nove možnosti in se na podlagi novih informacij izkušenj lahko ponovno odloči. Zato, ker se mi zdi, da trenutek je zdaj. Je pravi, ni šel mimo, je zelo aktualno, je zelo atraktivno in jaz mislim, da če ne drugega, je vredno vse pogledati in ugotoviti, to je zdaj nova realnost, mogoče je malo bolj obsežna, kot je bila na začetku, ampak toliko bolj zanimiva. Tako da to bi bil moj apel. In oboji sta skupaj za to, da ponudite te informacije, tudi vi kot ponudnik ste pripravljeni obveščati, izračunati brezplačno, nezavezujoče, tudi vi kot združenje ponujate informacije, tako da, evo. Z veseljem. Tako. Hvala, ker ste spremljali ta podcast.